to tle jasno, da operiram v resnici, ko govorimo o teh formulah, to so bolj fantazme, ne, nekaj mislim. Jaz bi tudi rekel, da seveda ne pač v trenutku, ko človeka zaposliš, da ne postane strošek, ampak to so čisto nekaj, da nisem o tem nivoju zgovoril, ni šlo za to. Pa še, mislim, uspet, če lahko samo pojasnem, a veste, ta princip, če samo na to zadnje, kar ste rekli, mislim, tista zadeva, mislim, da bodo drugi bolj kompetentni za to, zakaj takrat nismo zaprli, kako so takrat stvari potekali in dalje. Sem to rekel, mislim, da argument privat, kako rekel to, da rečete, ne, v Sloveniji nihče noče vzeti, nihče noče dati svojega stanovanja v najem migrantu, in da to pospravlja, da iz tega se sklepa v smislu, ja, potem pa mi ne smemo nekaj prespreči, če sem to razumel, kar je argument nekako podoben kot je, ne vem, argument privat za homoseksualce se reče, pravic ne sme dobiti zaradi tega, ker je družba nestrpna, mislim. To je pač ista zadeva, ne? In mislim, da obstajajo pač mehanizmi, jaz mislim, tle, recimo, da je država tudi predvsem nespretno speljala to, ko so poskrbeli za te namestitve, za določeno število, kjer so seveda ni šlo za to, da bi plačali vse stanovanja, kar tako, ampak so samo opremili stanovanja, ki jih bodo dejali najem, za kateri bodo mogli tudi ljudje, ki bodo not pač tudi plačevati najemnine, to je treba podati. Ampak počne še nespretno sodelovali v tem smislu, da so spustili, da je ta zadeva pronicala v medije, pač tako kot stvar, težko rekel, da je po naključju, ker je se prišla v Reporterji na Nova 24, ta zadeva o tem, kakšne LCD televizije in tako naprej, pač, da so tam to zadevo najti na internetu, če jo iščeš, pač ni možno tega najti. To ti mora nekdo dati. Tega zadeva je bila plasirana po mojem z namenom, da se pač tukaj sproši v smislu, aha, mi njim dajemo, pač, da nam obokim državljanom to še pripade. A veste, mislim, in je tle absolutno treba stvari, po mojem, delovati na načine, da se delovati na način, da se zelo obračujem, ampak res nikakor ne sme biti samoumevno, da neka krajevna, rekel, nek vhod v blok skupnost stanovalcev ima kakšno bolj besedo pri tem, kdo se bo vselil v stanovanje. To je pač absolutno onkraj vsake debate. In ko je ta debata se pojavila na televiziji, mislim, če ste pogledali, pogooglali tiste ljudi, ki so tam iz tistega bloka naravnega, kjerkoli je že bil, pač vsak praktično je bil član SDS-a, mislim, lokalnega odbora. Pač zadeva ni bila kar tako naključna, neki stanovalci, ki so. Tako da bi se prav zanalaščil ta blok dan, mislim, res ne vem, kakšno naključje, ali pa SDS res toliko članstvo, da niti ne bilo za njega. Mislim, skratka, res mislim, tle treba včasih biti, po mojem, nekoliko manj prizanesljiv do nekih absolutno neutemeljenih, iracionalnih predsodkov in tle, mislim, koliko časa bomo pa ljudi še pestovali s tem, mislim, in bučka njihove predsodke. Da se začne reči, meni se zdi zelo pomembno, da bi Ljubljana morala prevzeti zdravilo. Ja, da se jih ne okolja, kjer jih odrekajo. Ker se pa teh številk tiče nekaj več skoraj s poroškimi Slovenci, mislim, 5 poroških Slovencev prešteva. Jaz mislim, da je to moralna zadeva, da je to stvar morale. Mi smo enostavno dolžni tem ljudem zagotoviti varnost. Seveda, ki jih bo prišlo 200 000 ali 500 000, jih ne bomo več, ampak prvih 100 000 bi pa lahko sprejeli, ne? Ali pa saj 50 000, ne? Če mene vprašate, kje gre, kje je to, ne? Vprašate se pa vsi pogledali, oziroma tisti, ki o teh številkah govorijo, nekaj, da bo vseh 3,5 milijarde, ne, teh, ne, prišlo naenkrat. Ful težko je. Da samo številkah, še enkrat ti povem, o poroških Slovencih se na ta način pogovarjajo. Res, ne bom se pogovarjal o številkah, se ne pogovarjamo. Mi smo indijanci, ki smo bili tle prvi. Jaz sem. In vem, kakšna so tle pravila. Vsak, ki pride, lahko pride, če ima dobre namene. Ne, in ne se tle se res ne. Tle je te številke, ko jih bo 50 000 se začnemo pogovarjati, tudi
iz Bosne smo jih dosti, mislim, veliko več jih lahko sprejmemo. Mi nismo ena revna država, malo pogledajte, mislim, koliko imamo BDP še zmeraj, če nam pa kradejo, razumeš, napačni, pa dajmo druge izvoliti. Ok, to je še nekaj. Sorry. Meni se ti pa ključno odgovoriti na eno vprašanje. Ker obstaja neka količina ljudi, ki ne razumejo imen in obrazov, ampak razumejo zgolj številke. Torej, v hladnokrvnem matematičnem fašizmu naj odgovorim. V Evropski uniji je približno 500 milijonov prebivalcev. V tej isto Evropsko unijo v zadnjih letih vstopili približno 1,2 milijona beguncev. 1,25 milijona beguncev je v podobnem času vstopilo v Libanon, državo s 5 milijonov prebivalcev. Ta ista Evropska unija se na glasi vse posod vede, kot da je begunska kriza, Libanon pa pride moči in tem ljudem po svojih najboljših počeh pomaga. Nekaj takega kot begunska kriza niti približno ne obstaja. Nikoli ni obstaja morda v Grčiji, brez morda obstaja je nekaj čas v Španiji, na nek način obstaja v Italiji, mogoče jo je prevesti tudi v nemški jezik, ampak preko samooklican, vse posod drugje so prisotne zgolj fantazije. To, da mi tu sedimo in tako kot v akademskem, hkrati pa sem pa tem uličnem jeziku razpravljal o enem ključnih vprašanj sedanjosti in prihodnosti, je privilegij manjka kakršnega stika z realnostjo. V Grčiji in Italiji takim debat, po mojih izkušnjah, že 5 zasebnih let ni več. Si želela kaj nekaj še kaj dodati? Ja, mogoče gospe, ki je vprašala glede prihoda, kaj če bi se ponovila situacija iz 2015. Takrat, kot vemo, se je vzpostavil koridor, humanitarni koridor, in treba se zavedati, kaj je povzročilo, da je do tega humanitarnega koridora sploh prišlo. Torej, prva stvar, ki se je zgodila, je pomembna je bila sprememba grških oblasti, kot vemo, je takrat zmagala Syriza, ki se je odločila za drugačno begunsko politiko za nekaj časa in je začela počasi spuščati na tisoče ljudi iz detencijskih centrov v Grčiji. Ti ljudje so po dolgem času, ko so tam priprstili ostati, so dobili priložnost, da gredo naprej. In ko so oni začeli nekako napredovati, proti zahodni Evropi, se je potem glas širil in vedno večje število ljudi iz Turčije, ki so pač tam dolga leta pred tem živeli, ker so čakali, da bo vojna v Siriji konec, se je odločil, da bo naredili enako. Torej glas se je širil, normalna stvar, kot bi se posod. In kar se je potem v bistvu zgodilo, sicer ne tako čez noč, ampak to je nepar se vključnih sprožilcev, recimo trenutek, ko je se recimo Nemčija odločila, da za sirske begunce več ne bo aplicirala Dublinske uredbe, torej da jih ne bo več vračala, da bo tiste, ki bodo pri njej zaprosili za azil, procesirali na svojem ozemlju, ne glede na to, da so mogoče že kje prej zaprosili za azil. To je bil recimo eden od tistih prelomnih trenutkov, pa načeloma je nekaj časa trajalo, da se ta koridor vzpostavil, par mesecev, recimo vemo, da je povečano število prihodov čez področje Zahodnega Balkana obstajalo že vsaj eno leto pred, se je koridor vzpostavil kot tak. Ampak ko je nekako nastal, spontano, so pri njem v določenem trenutku začele sodelovati vse države. Kar v bistvu, da so države tiste, ki so pomagale ljudem, da so na hitrejši način, v večjem številu, na cenejši način, na bolj varen način prišli od točke A do točke B. In zato smo mi imeli 10.000 ljudi na dan novih v Sloveniji. Ne zato, ker bi bilo to kar spontano. To se je dolg časa nekako formirali in države so pri tem aktivno sodelovali. Če bi države še naprej izvajale isto politiko, kot so jo do takrat, se pravi vračanja, zapiranje meja, neformalne vračanja, formalne vračanja in tako naprej, oteževanje prehoda na kakršenkoli način, kaj še da bi pri prehodu pomagali s prevoznimi sredstvi, z oskrbo in tako naprej, potem do koridora nikoli ne bi prišlo. In kolikor je meni znano, je zelo trdna zaveza danes med vsemi oblastmi v vseh teh državah nekdanjega koridorja, torej od Grčije do Nemčije, da koridorja nikoli več ne bo. In če se države to odločijo, potem ni variante, da bi bilo še kdaj 10.000 ljudi na dan v tranzitu. Ni variante, ker to fizično ni možno, ker so ljudje ustavljeni na vsakem koraku, policija je na vseh mejah, aktivno jih. Skratka, ni več tudi teh faktorjev, ki so spodbujali takrat. Tako da to se zdaj posliško, da jaz nekako zagovarjam, ampak samo hočem vam povedati, kakšna so dejstva. Tako da ta bojazen, da bi se to ponovilo, je neutemeljena zaradi pomanjkanja teh strukturnih razlogov, ki so pripomogli, da je sploh do koridorja prišlo. In še dve stvari sta, torej s tem, ko je pa na eni strani
zakaj so države sploh, to je mogoče vredno opisati, zakaj so se države sploh odločile za to koordinacijo in sodelovanje in vzpostavitev koridorja ne nazadnje. Razlog je bil torej 3 ključni razlogi so bili. Eden je bil število ljudi, torej tako velikih je bilo, da so bile enostavno prisiljene na nek način se vključiti. Zakaj? Drugi razlog, ki je s tem povezan, je tudi irregularni migranti imajo človekove pravice in države, na čigar ozemlju se znajdejo, morajo reagirati. In če bi, recimo konkretno Slovenija, takrat se odločila meje zapreti, vse pustiti na hrvaški strani, pa na prostoru, ki je nekako medmejno območje, no man's land, bi bila tako Hrvaška kot Slovenija odgovorna za humanitarno katastrofo, ki bi se tam zgodila, definitivno bi se zgodila, ker pač ljudje sami zase v vakuumu ne bi mogli poskrbeti. Tako da to sta ta dva razloga, zakaj država vedno mora reagirati. In Slovenija je rabila nekaj časa, da se je odločila, da bo odprla mejo in pustila ljudi naprej proti Avstriji. In razlog, zakaj, ker je pač videla, da se dogaja, da se začenja dogajati humanitarna katastrofa, ki smo potem zelo lepo plastično lahko pozvali v domeni Grčija, takrat, ko je Makedonija mejo zaprla. Ne? To bi se potem na vseh nadaljnih točkah ponovilo, če države ne bi mejo odprle. In ključno, zakaj so se odločile meje sploh odpreti, je bila pa Nemčija. Ker je Nemčija takrat deklarirala, da bo imela politiko odprtih meja in da bo pač to ljudi noter sprejela, kolikor si jih je nekako zamislila pač po moji oceni zaradi demografskih razlogov. Vedela je, da hoče imeti okrog 1 milijon novih prebivalcev, videla je, da so Sirci nekdo, ki bi bil za to zelo primeren, ker je relativno sekularizirana država, razvita in tako naprej, z visoko izobraženo delovno silo, če hočete. In ko so države videla, se bodo te ljudje samo tranzitirali čez nas kot naš teritorij, nihče v resnici tukaj ne bo hotel ostati in nihče tukaj ne bo zaprosil za azil, kar v bistvu velja za vse balkanske države, Slovenije dole, Avstrija je bila v bistvu prva ciljna država na tej poti. Ko so te države to videle, Makedonija, Srbija, Hrvaška, Slovenija, prej tudi Madžarska, dokler ni zaprla meja in rekla, da se s tem več ne bomo ukvarjali, so se odločili, da bodo pri tem sodelovali, ko so vedeli, da bodo šli vsi naprej. Tako da to so te strukturni razlogi, zakaj do tega sploh prišlo in zakaj se to več po moji oceni ne bo ponovil naslednjih 100 let. To je bilo prvič in zadnjič, če gledam nazaj, edinstven primer. Koridor ni nekaj, kar je že videno. Sploh ne. To je bil absolutno nor fenomen za opazovanje. Ne bomo ga videli več v naših življenjih. Ne na ta način. Ne na ta način, da bi države sodelovali pri njegovi operacionalizaciji. Lahko samo še eno odziv, samo čisto kratek, se pravičujem, na finančni vidik. Izgleda samo, ko začnemo govoriti o finančnem vidiku migracij, zelo hitro pademo zelo težke in vprašljive, lahko zelo vprašljive vidike vsega skupaj. Rada bi samo omenila par stvari. Glede, vprašanje je, koliko stane. Koliko stane v bistvu vsa mašinerija, varovanje, vse dron, vse, kar v bistvu vzpostavlja Evropska unija in države vnotri Evropske unije in države, ki so pristane to svetovne cone, koliko stane vse to varovanje. Kristina Borič je zelo dobro v svojem članku v časopisu za znanosti opisala ves ta biznis, ki v bistvu izhaja iz sekularizacijskega diskurza, iz strahu, ki se napaja v strahu. In na nek način ta biznis je pač iz tega biznisa črpajo multinacionalke, mnogi raziskovalci, mnogi raziskovalni inštituti, mnogi tudi žal novinarji, mnogi v bistvu lokalne vlade, mnoge nacionalne politične vrhovi. Tako da govorimo, koliko stane, moramo razumeti, koliko stane ta iluzija oziroma ta v bistvu evropski strah, v bistvu za katere nasedamo na to. In če pogledate, ne vem točno številka, ampak vem, da je vsaj 3-krat več stane v bistvu varovanje od stroškov, ki ga dajo evropske države namestitvi, oskrbi, kakorkoli že beguncev. Še nekaj bi rada rekla, koliko stane to, da smo se odločili za centralizirano namestitev. Jaz vedno znova to poudarjam, da se mi zdi ključno. Mi smo se odločili, oziroma v
našem imenu so se odločili, da bojo ljudje pač na Botnikovi, še prej pač azilnem domu na Viču, tisti, ki pa večinitak, ki jim azil zavrnejo, pa jih potem zaprejo v center za tujce v Postojni. Torej, vprašati se treba, koliko stane to? Koliko stane, da v bistvu človeka zapreš, omejiš gibanje, mu ne dovoliš kuhanja, imaš catering. Koliko stane to, da v bistvu človeka, ljudi, neprestano nadzorovano transportirajo, torej rabijo šoferje, rabijo socialne delavce v centru, ne kot običajni drugi državljani, ki mu dostopajo CSD. Koliko stane, da v bistvu imate zaposlene recimo medicinske sestre. Torej, kaže nam, mnoge izkušnje iz Evrope nam kaže, da ta centralizirana medicina ostane veliko, pa kljub temu je to drobne svoje tistemu, koliko nam stane varnost, oziroma ideja, vizija nekega varovanja. Prav? Zvoli. Tadej? Ja, jaz sem mislil, da bo isti vrstni red kot prej. Zdaj pa da sem živel. Dobro. Mogoče bi samo to povedal, tisto, kar se mi zdi bistveno je in zakaj tudi bi povezoval to varčevalno obsesijo, ki je v nekih brisih samo ostala, je povezava teh varčevalnih formov tega preproščenja ekonomije, skratka s tem, z neko, pač z nekim, čem se pač preprosto reče ekonomije, z neko logiko, ki pač tudi, ker ne gre samo za to, da iščemo nekaj, kar je onkraj ekonomije, ampak tudi ekonomsko ne vzdrži. Skratka, ko se recimo tudi, če se pogovarjamo o cenah, o tem, koliko stane prehod, koliko stane prosilec za azil, koliko stane kdorkoli, se mi zdi, da vprašanje pač absolutno postavljeno tako, kot da bi se stvar samo na kratki rok, se pravi, koliko stane to zdaj za en mesec. Nikoli se ne zna zraven ušteti tega, kaj nekdo lahko prispeva v družbo, kaj meni to, da ne srečam, da se mi ne zdi, da živim v nekih portretih združano, tako rečem, v Sloveniji, da kdaj vidim tudi koga, ki ni pa čist iste rase, da meni to, se upravičujem, če tako rečem, včasih pač to samo simpatično deluje in ne vem, že čisto na te ravni, to res je zelo nekaj, da ne. Skratka, hočem reči, da enostavno se nikoli ne šteje, koliko se na dolgi rok stvari spremenijo, če se ta družba poskuša tudi, če se enostavno si postaviti nalogo, da se poskuša, kot sem prej rekel, nekoliko adaptirati na kakšno situacijo, da ni takoj, in tukaj je pač problem tega zakona o tujcih, po mojem glavni problem, da postavi mejo tega, ki je seveda ne bojo v zakonu rekli temu izredno stanje, ampak postavi pa neko psevdo izredno stanje, ki preprečuje to, da bi do izrednega stanja prišel. Njegov glavni namen je potem, da se postavi nekje zelo nizko pač meja, kje mi lahko legitimno preskočimo v diskurs, kjer nam ni več treba razmišljati, kjer se nam ni treba več boriti za to, da bi normalnost narekovajo ohranjali, da bi družba še zmer stala, pa lahko gremo v neko izredno razmere, potegnemo zaveso na meji dol in pač rečemo nime, mislim, na ta način. In se mi zdi, da je tle treba res na ta način začeti razmišljati, da nam to brez vsake romantike, mislim, ponuja neko preizkušnje in tudi na začetku, kako rekel, še septembra 2015 je bila zadeva še mnogo bolj odprta. Takrat se nam te številke, ki so jih takrat postavljali v nekih drugih kontekstih, sicer povezano na te kvote, že takrat itd., so se nam zdele še smešne. Pa da rečem, ne vem, še začetek 2016 so poslanci NSI-ja predlagali, da bi lahko Slovenija sprejela 5-7 tisoč beguncev. To je številka, ki je vlada v sanjah, ki jih zmožna izreči. Zdaj se nam te številke zdijo 500, 320, se nam zdi pač, ko ja, pravzaprav je to racionalno. In zelo pozorno pač, kam je sta zadeve različne, ampak Viktor Orban je tle zelo jasno rekel, pač, ko so rekel, ja, to, kar počne Avstrijci, je korak v pravo smer, da postavijo to omejitev 3
30,000, ampak mi Mačari znamo boljš. Mi vemo, da je pravo število beguncev nič. Skratka, mi smo to številko postavili na pravi način. Če Slovenija hoče na ta način odnašati, potem je žal za me. Graditi skupnost, to je absolutno nekaj, kar je ključno, ja, seveda. Jaz mislim, da tudi je zelo pomembno, kaj lahko vsak od nas naredi pri vključevanju migrantov, beguncev v svoje delo, v svoje življenje. Recimo, tisto, kar se mi zdi nujno, da bi se že enkrat spremenilo, je to, da recimo, kot smo slišali, veliko denarja je priteklo v zadnjem letu v Slovenijo. Mnogo organizacije so pač dobili določen denar, to vsi vemo, pač zelo tisti, ki se ukvarjamo na tem področju, vemo, da so dobili. Ampak tisto, kar bi se mi zdelo prav, da bi v svoje projekte vključili migrante, begunce direktno, da bi bili oni zaposleni. Še vedno, če pogledamo zaposlene posameznih mnogih organizacij, ki se ukvarjajo z begunci in migranti, ne najdemo nobenega migranta in begunce. In zakaj bi mislili, da smo mi boljši v tem kot oni sami sebi? Enako se mi zdi ključno, bi se v bistvu, kot je bilo omenjeno, dano je bilo preko novega zakona o mednarodni zaščiti možno, da se v bistvu prosilci za azil vključijo na visokošolski študij. Preverili smo to na Univerzi v Ljubljani, neka blazna zagretost je, ampak v resnici nikogar, ki bi v bistvu to speljal. Tako da tudi tukaj, marsikdo lahko naredi veliko, in tudi to, da imamo recimo študente prosilci za azil, je lahko za recimo neko Univerzo v Ljubljani pomembno dejstvo. Enako se mi zdi pomembno, da ti ljudje imajo možnost v šoli, imajo možnost priti na fakultete. Mnogi naši sodelavci, aktivisti, recimo znotraj fronte, so ravno to počeli, hodili od kraja do kraja in v bistvu z migranti, z begunci stopali v razrede. In se je zgodila sprememba, kot se tudi meni vedno znova pri mojih študentih. To se mi zdi pomembno, torej aktivno vključevanje na vseh nivojih. Še enkrat ponovila, čeprav sem že kot pokvarjena plošča, namestitev. Ne centralizirana namestitev, ampak razpršena. Jaz mislim, da dokaj ne bomo enkrat te ljudi nehali institucionalizirati, nehali v bistvu zapirati, do takrat v bistvu lahko pričakujemo mnoge težave in denar potrčeno, ko sem se prepogovarjala o tem, v bistvu, ki je namenjen ne njim, ampak mnogim birokratom. In vseeno bi zelo podporila, da pač se pošlje čim prej varuh, glede zakonu, varuhini in še enkrat ponavljam evropeizacije. Jaz mislim, da v bistvu tukaj moramo se pripraviti na neko potencijalno tožbo v prihodnje. Moramo vedeti, da tudi če nismo zdajle zablokirali meje, so že posledice te blokade v Srbiji, ki ima več kot 7,000 v bistvu beguncev zdajle, skozi Srbijo sem to številke, je šlo 600,000 ljudi. In v bistvu zdaj jih je v bistvu ne samo prosilcev za azil, ampak tudi tistih, ki sploh ne zaprosijo več za azil, ker itak je nemogoče zaprositi. Oziroma je bilo v Srbiji pravzaprav dano samo par desetim ljudem azil. Tako da itak je vsa situacija absurdna. Še nekaj, jaz bi zelo rada, da pazim malo na jezik. Mislim, čeprav skozi vem, da to zveni za neko tako fasično politično korektnost, ampak vseeno se mi zdi, kljub temu, da vredno v tem prostoru vsi vemo, da, in ti si dobro to omenil, beseda kriza. Še vedno se pojavlja beseda kriza, begunska kriza. Mislim, in tudi, če ne vem, pogosto to pa pozarjamo in še vedno v medijih to absolutno najbolj prisoten izraz. Mislim, da je ta beseda zelo uničujoča. Enako kot v bistvu je uničujoče za percepcijo strani države prebivalcev Slovenije, da jih jemljamo kot neke vrste žrtve. Oprosti, nesrečniki, ne nesrečniki, niso nesrečniki. Zakaj jih moramo na ta način videti v bistvu iz neke superiorne pozicije dol, kot da so v bistvu zgolj skozi to humanitarno prizmo, ki je zelo kratkovidna. In isto ilegalni migranti. Mislim, še vedno se govori o ilegalcih, ilegalnih, tako da ne vemo, da v bistvu jih država ilegalizira. Toliko. Zelo na hitro jezik je glavno orodje in predvsem orožje organizacije beguncev. V vsakem trenutku, ko se govori o nas, o njih, ko se govorimo o tistih drugih drugačnih, kakorkoli imenujemo, da zamikamo njihovo realno, popolno identiteto. In to je prisotno tudi v diskurzu Levice, jogijevskega begunskega, ki tako vlada v določenih družbe,
je skrajno optimistična biti, da se vrti ključnim stvarem, krešitvam. Absolutno se strinjam s tem, ki se ti rekla tukaj nekaj dodati. Po mojem potrebna je skupna, kot rečeno na začetku, skupna družbena, civilna družbena, strokovna javnost, tako platforma, iz katere nagovarjamo nosilce moči, tako mi dali kot prosto. Nemudoma, to je pač akutna rešitev, ki potrebujemo tukaj zdaj, je neposreden, popolnoma nemilosten nagovor varuhinje, ki mora tukaj zdaj upraviti svojo primarno delo. Do zdaj pa v svojih izjavah, po mojem mnenju, ni z radikalnim pritiskom skupne platforme civilne družbe, medijev in strokovne javnosti bilo to možno, tudi se nam neskončno. Jaz bi šla na nekaj drugega, bi še izpostavila, namreč ključen čas, ko je bilo treba debatirati o teh stvareh, je bil pred sprejemom zakona o tujcih. In takrat je bil javni prostor predvsem osamljen. To pač povem z vidika nas, ljudi, ki smo sodelovali v tej javni razpravi, smo se počutili zelo demonizirane. Hkrati smo pa pač po različnih neformalnih poteh ugotavljali, da se veliko ljudi strinja. In tako da bi v bistvu za naslednjo priložnost nekako pozvala vse vas, ki ste ali aktivni v različnih skupnostih, organizacijah, pri svojih delodajalcih in tako naprej, da če ste zaskrbljeni glede določenega vprašanja, da potem pač prav poskuste v okviru pač te organizacije, pravne organizacije, zato ker so bolj vidne, malo večja kredibilnost je ponovati, kot pa, če se recimo nekdo oglasi, kot tudi zaskrbljeni državljani so pomembni, absolutno. S tem, da res se mi zdi, da je izgubljenega veliko tega organizacijskega potencijala, ko v določenih skupnostih nekako vlada strinjanje glede enih stvari, ampak to se nikjer ne vidi. Tisto, kar se vidi v medijih, predvsem, kar potem seže do teh običajnih gospodinstv, so tiste 2, 3, 4 osebe, ki so pač čas iste, ki so vedno bolj demonizirane in s tem tudi pač nekako vedno manj kredibilne. Še posebej, če se jih potem rine v predalček tistih utopičnih, idealistov in tako naprej. Tako da to bi bil nekako moj predlog, ta bolj skupnosten v tem smislu, ker pač sicer razmišljam bolj o pravnih sredstvih in o tem, kar je pač mogoče narediti v tem neposrednem odnosu z predstavniki oblasti, z uporabo pač nekih pravnih mehanizmov, ki obstajajo. Tako da nujno seveda je, da zdaj, ko zakon že velja, kot eden od teh simptomov pač te politike, v kateri živimo danes, da seveda delamo na tem naprej, da ne potihne v pozabo, da ne postane nekaj novega normalnega, ampak da pač poskušamo vseh možnih priložnostih opozarjati na to, da je problematičen. Hkrati pa pač pozivam, če ste podobno misleči v občinstvu, da se pač vključite tudi že prej, ker takrat bi bilo mogoče, ne rečem, da bi bilo kaj drugače, ampak morda bi bil vsaj občutek, tisk, ki bi ga javna razprava pustila, da je za ta zakon mar še komu drugemu, kot pa pač tistim, sicer veliko se je nevladnih organizacij podpisovalo pod tiste apele, ki so šli na vlado, vendar pa gotovo to pač niso bile edine organizacije, ne edini posamezniki v državi, ki so imeli problem s tem. Tako da to bi bil nekako moj res tak apel, ker pač kot rečeno, v pogovori z ljudmi ni dvoma, da so ljudje, ki jim je pomembno pravna država, ustavno skladne rešitve, mednarodno pravni okvir, kakršen je bil zasnovan v preteklih 60 letih, ko je nekako vsaj svet začel funkcionirati malo bolj organizirano v primerjavi s tem, kar je bilo pred drugo svetovno vojno, nekako zadeva je šla v pravo smer, zdaj se nekako začenja rušiti, zadnjih 10-15 let ugotavljamo rahljanje vsega tega in to bo velika škoda, če se pač kot skupnost v to ne bomo malo bolj vključili in pač da ne bomo opazovali njeno, kako nam te sistemi, okvirji, za katere je bilo res veliko prizadevanja vloženega, da so sploh nastali, da se to začne kar krhati in rušiti na vsakem koraku. Tako da jaz bi samo še to dodala, drugega nima izpovedati. Ok, jaz bi tudi mogoče samo ene dve stvari, bom kratka. Glede te zadnje legitimizacije, legitimizacija. Zdaj tako, mogoče jaz bolj razumem, učim nekako poskok na to v bistvu na to besedo. Moramo vedeti, da nekako, če spremljamo recimo dolgoročno te medijske diskurze, smo imeli v 90-ih zelo močen tak rasističen v bistvu diskurs, ki je bil uperjen proti tudi v mainstream medijih, tudi tako imenovanih na pollevičarskih medijih, ki je bil uperjen proti beguncem.
viktimizacijski diskurs, ki pa je ravno tako nevaren, prav zaradi tega, ker vzpostavlja to hierarhijo med nami, ki pomagamo, in tistimi, ki jim moramo pomagati, da so odvisni od naše pomoči, in ta pomoč je vedno samo neka zelo elementarna pomoč, ne, hrana, voda in podobne stvari. Ne. V tem smislu je ta viktimizacija lahko zelo nevarna in moramo zelo paziti, da je ne zlorabljamo, uporabljamo in tako naprej. Razumem pa, da svobodo umetnika in pesnika, da uporablja metafore in besede in tako naprej. Ne, jaz mislim, da je jezik itak ena taka dimenzija, ki je dosti širša kot jo. Prav Slovenci so tipični zato, kako hočejo enoznačno kaj, ne? Mislim, hočem reči, jezik ima malo več svobode, več... Ja, no, se to so hvala reči, da gre za moramo paziti, seveda mislim, da gre za različne kontekste, ne, če nekdo pač... Mislim, ni vse en, kdo kaj reče, mislim, iste besede in to vemo, in če se zdaj gremo samo na besede loviti, smo že zgubili vojno, ne? Ja, mislim, jaz lovim besede, ko jih izrekajo mediji, ne besede, ko jih izrekajo neodvisni intelektualci v pesmi. Ok, druga stvar, ki sem hotela reči, če se vrnemo na ta strah, ne, tako je tudi mislim, da Tadej hotel malo problematizirati, ne, pa ne vem, če sem prav ujela. Skratka, nekako obregnili smo se večkrat ta strah. Strah nas je pravzaprav, ok, te strahovi so imaginarni, so seveda zelo iracionalni in tako naprej, ampak, ne vem, jaz recimo, ko veliko delam študenti in tudi študenti prvega letnika, ki prihajajo tudi iz neljubljanskih okolij, ne, in tam je v bistvu primarni dejavnik zavračanja, a priornega zavračanja teh, recimo, beguncev ali migrantov, karkoli že rečemo, pravzaprav strah in po drugi strani tudi nevednost. Ne. Gre za eno zelo elementarno socialno-psihološko stvar, to so predsodki. In tukaj moja ne gre zanikati nekako te komponente in ne gre naslavljati, jaz mislim, da tukaj treba pa res začeti graditi eno zelo sistematično platformo, ki bo začela izobraževati v bistvu mlade na področju in to po celi Sloveniji, ker ni enaka situacija med ljubljansko mladino ali pa med tistimi, ki prihajajo iz Kočevja in tako naprej. Ne. Eno je politična racionalnost, ja, vemo, da proizvajamo strah za nek cilj, ne. Drugo je pa pač, kako to ljudje in mediji nekako spinajo, bomo rekli, oziroma kako mediji spinajo ljudje to nekako ponotranjajo. Mi smo imeli en zelo uspešen event v tem času begunske krize, en izmed redkih VDV-ovskih eventov, žal se ne moramo zaliti teh pohvaliti, ne, ki je naslavljal prav to, ne, prav strahove povezane v zvezi s tem in je deloval na principu nekih malih delavnic, kjer so ljudje pač dobivali neke zelo konkretne izkušnje, ne pa samo ex-katedra, nebuloze in podobne recimo stvari. Sprav so prišli nekako v stik s temi svojimi strahovi. Lahko je sam nekaj, ker se mi zdi, bi rad repliciral na dve zadevi, ko gre za ta strah. Seveda, mislim, zdaj pač lahko, mislim, jaz ustrajam, pač ne verjamem, da je strah glavni problem, glavno gonilo ali glavno smotrn česarkoli. Posameznik, kot sem že prej rekel, lahko pač sami zase trdijo, da jih je strah, to se lahko tako reče, ampak zdaj bi se jaz tako vprašal, a se ne ujamemo tle mi pa v neko drugo vrsto viktimizacije, ki ravno kar pač ste obsojali, ne? V končni fazi, ko rečemo, da je pač slovenske prebivalce in mladino strah in ni to viktimizacija, pač ne, mislim, se pravi, mi viktimiziramo uboge pač slovensko mladino, da jih je strah. Ja, na ta način, mislim, to so efekti in na ta način mislim, da se politika, zaradi tega je strahu, argumenta strahu zelo vesela, ker ga sliši, ker lahko pač deluje kot nekdo, ki bo ta strah pomiril. Mislim, in tle treba, in se mi zdi, so tle, če pogledamo tisto zadevo takrat v tisti protest, ki je sicer SDS organiziral in na katerem je bilo nekaj, tisti je bila parada fake strahu za me. Mislim, tam ni bilo nobenega strahu, to je bila parada zaigranega strahu. To ni bilo, mislim, če nekoga strah ne igra zraven harmonike, se nima fajn, ne pleše in tako naprej, pač temu enostavno ne gre. Seveda obstaja, pač ja, mladina, otroci, katerih prva reakcija, ko so videli begunce na meji, recimo mojega nečaka konkretno je bila, da se je razjokal, kako lahko pač delajo to ljudem, da jih držijo na meji. Zdaj pa nisem več prepričan, če so otroci še tako spontano, pač kako rekel, usmiljeni, ne, mislim, do ljudi, ki gledali. Sam še ena zadeva, kar se krize tiče, pa tudi
Tako, če že govorimo o jeziku in ne vem kaj, jaz bi mogoče postavil tako, če imajo kako napnemo, bi lahko mogoče videli celo, da se izraz kriza niti ne uporablja več, da se bolj nadomešča zdaj za vedno nek val, bo prišel migrantski tretji val. Kriza je pase, pač po mojem v Sloveniji, zaradi tega, ker je že toliko daleč od one krize, ki nas je bolela, da smo se pač tega izraza